slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Nocoj se bomo spet posvetili opusu pisatelja Alojza Rebule. Lani je bil namreč simpozij ob akademikovi 100-letnici rojstva. Nocoj bomo poslušali Mojco Petaros, ki je magistrica prevajanja, dejavna pri Tržaškem primorskem dnevniku in goriškem tedniku Novi glas. V drugem delu oddaje pa bomo poslušali besede pisatelja samega, zbrane v knjigi Kredo, ki je izšla pri založbi Družina. Najprej pa prevajalka in publicistka Mojca Petaros. Za začetek bi rada par besed povedala o svojem dedku Mariju Maverju, ker jaz sem v bistvu danes tukaj predvsem v vlogi njegove vnukinje, ker žal njemu zdravje ne dopušča, da bi se pripeljal do Ljubljane, ampak on je bil velik Rebulov prijatelj. In poleg tega je Marij Maver tudi pomemben kulturni delavec iz Trsta, zdaj seveda že upokojen, ampak delal je najprej kot učitelj, nato pa veliko let kot urednik na Tržaškem radiu Trsta. Bil je tudi med idejnimi ustanovitelji študijskih dnevov Draga. Bil pa je tudi, oziroma je v bistvu še vedno aktiven pri založbi Mladika, in zaradi svojega založniškega delovanja je tudi dobil Šventnerjevo nagrado nekaj let nazaj. Tisti, ki mogoče poznate mojega dedka, morda veste, da ni prav zgovoren, oziroma tako nerad izgublja besede, on vedno v bistvu pove samo bistveno. Tako da, ko sem mu predlagala, da bi ga za to priložnost intervjuvala o njegovem odnosu z Rebulo, nisem vedela, kaj bi pričakovala, kaj mi bo sploh povedal, ampak potem je pristal na to in se je izkazalo, da ima o Rebuli veliko povedati, tako da sem nabrala kar nekaj listov, zapiskov o tem pogovoru in sem morala potem v bistvu odbrati nekaj najzanimivejših poudarkov. Prevajalka in publicistka Mojca Petaros je nadaljevala tako. Iz zakladnice spominov. Rebulov nono iz Šempolaja je vsako noč hodil stražit grozdje v svoj vinograd, da mu ga ne bi kdo pokradel. Nekega večera pa je bliskalo in grmelo. Z neba je prišla prava povodenj in gospod Rebula si je rekel, da mu tisto noč ni treba na stražo. Kdo bi šel krast grozdje v takem vremenu? Očitno se je nekdo našel, saj so mu prav tisti večer vse pokradli. Da je bil Alojz Rebula izvrsten pripovedovalec, sem vedela, še preden sem vzela v roke katero od njegovih knjig. Zgornjo anekdoto mi je namreč že večkrat povedal moj dedek, Marij Maver, kar pomeni, da se mu je močno vtisnila v spomin. Šele zdaj, ko sem dedija za to priložnost intervjuvala, sem izvedela za okoliščine, v katerih je prvič slišal to anekdoto.
Mari Maver se je po poroki z Matejko Peterlin, mojo babico, preselil na občine, in sicer leta 1970. Takrat je v isti vasi nad Trstom živel tudi Alojz Rebula. In tako se je razvila navada, da je Rebula začel hoditi k Maverjevim vsak večer na kozarec vina in klepet. Lahko si jo kar predstavljam, Alojza Rebulo in Marija Maverja, ko sedita za mizo tiste majhne hiše z vrtom na vogalu Openske ulice, ki vodi do slovenske osnovne šole, in se pogovarjata o vsem pravzaprav. Veliko sta se pogovarjale o mladiki. Pri tisti mizi je nastala marsikatera ideja za satirično rubriko revije Mladika Čuk na obelisku. Pa o Društvu slovenskih izobražencev, ki še danes prireja tedenska srečanja v Trstu. In tudi o študijskih dnevih Draga. Rebula je bil dragocena pomoč pri oblikovanju kakovostnega programa na Dragi, kot smo danes že slišali. On je poskrbel na primer za obisk Franceta Bučarja. In tudi sam je tam predaval. Leta 1972 je zadnji trenutek vskočil na mesto Boga Grafenauerja in Josipa Vidmarja. Govoril je prosto in bil je sijajen. Nekega dne je Rebula na večerni klepet mojemu detku prinesel pokazati pismo svojega prijatelja, arheologa in akademika Staneta Gabrovca, s katerim sta si tedensko dopisovala. Tudi njuna korespondenca je bila sijajna, po dedijevih besedah bi bila vredna objave. Alojz Rebula ni vozil, zato je včasih potreboval šoferja. Tako je naneslo, da je nekega dne Mari Maver na Rebulovo prošnjo pospremil na tržaško letališče Toneta Zrneca, lazarista, preko katerega je Rebula obiskal Kanado oziroma tamkajšnje kraje, v katerih je deloval misionar Friderik Baraga. Na podlagi tega obiska je izpod Rebulovega peresa nastal Baragov življenjepis. Dediju je tista pot na letališče ostala v spominu, ker sta se pozneje z Rebulo ustavila tam na terasi in opazovala Zrnečevo letalo. Takrat pa mu je Rebula predlagal, da bi prešla na tikanje. Mari mu je odvrnil, naj ga kar tika, sam pa tega ne bo zmogel, saj je bil Rebula njegov profesor. Prav res, Mari Maver in Alojz Rebula sta se prvič srečala v šolskih klopeh. Oziroma, če sem natančna, na šolskem hodniku. Dedijev prvi spomin na Alojza, oziroma Lojzeta, kot ga je klical pozneje, čeprav ga res nikoli ni nehal vikati, sega v leto 1949. Takrat se je Rebula po končanem študiju vrnil iz Ljubljane in se zaposlil kot učitelj na nižji gimnaziji, kjer je bil moj dedek še dijak. Gledal je mrko. Tako mi je dedi opisal svoj prvi vtis o profesorju Rebuli, ko jih je nadzoroval na hodnikih med odmorom. Verjetno je bil zamišljen. Tak je bil tudi vedno v razredu, kjer se je sicer izkazal za bolj prijaznega. Marija je poučeval latinščino, dijake pa je vselej vzgajal v narodnem duhu. Slovenščina je bila pri Rebuli vedno na prvem mestu. Zasluge za to, da sta se leta po tej šolski izkušnji Rebula in Maver spet spoznala v drugačnem okolju in postala prijatelja, pravzaprav nosi Rebulova žena Zora Tavčar. Tudi njo je dedi najprej srečal v šoli, na učiteljišču. Kasneje pa je Zora Tavčar začela sodelovati z založbo Mladika. Tako so postali družinski prijatelji, kar je privedlo do tega, da je imel Rebula nagovor na poroki mojega dedka in babice. Citiral jima je teologa Dietricha Bonhoefferja. Če hočeš biti srečen, moraš poskrbeti, da bodo srečni drugi. Poroki je sledila selitev na občine in že omenjeni večerni klepeti. Iz tistih večerov se je tudi rodil eden od prizorov iz Rebulove knjige Snegovi Edena, kjer opisuje mamo, to naj bi bila Matejka,
kako dajo otroke spat. Od vseh spominov, ki jih je dedi delil z mano, so mi najljubši prav ti o prepletanju Rebule kot človeka in kot pisatelja. Da je marsikateri lik iz njegovih romanov zasnovan po resničnih osebah iz njegovega življenja, je že splošno znano. Baje, da je pisatelj v domači knjižnici hranil izvod romana V Sibilinem vetru, v katerega je zraven likov s svinčnikom zabeležil, kdo koga predstavlja. Rebule je bil kot pisatelj zelo natančen. Dedi se spominja, da je prav med pisanjem že omenjenega V Sibilinem vetru eno samo stran pretipkal tudi 7-krat, preden je bil dovolj zadovoljen z njo. In zdaj smo pri besedah pisatelja samega, prebiral nam jih bo Jože Bartol. Prisluhnimo prvemu premisleku. Zakaj naj bi bilo težko verjeti v nevidno, če je 96% vesolja nevidnih? Ali kristjani verjamemo v nevidno ali zgrešimo bistvo vere? Ali ni njeno bistvo prav v tem, da verujemo v to, kar presega naš čutni in razumski domet? Prvi je v marsičem šibkejši od živalskega, drugi, razumski domet pa zadeva ob same skrivnosti, od biologije do fizike in astronomije. Svet nevidnega. Na to me je navedel bralec te kolumne, sicer veren človek, ki mi je v pismu zapisal med drugim: napak je, če menimo in rečemo, da je Jezus s svojim križem ves svet odrešil. Samo poglejmo, kakšen je po učenju RKC in drugih krščanskih cerkva ta odrešeni svet. Misel me ni niti najmanj začudila, saj spada, da tako rečem, v repertoar mojih osebnih verskih problemov. Saj mogoče celo skrajnostno trditi in upam, da ne bom s tem nikogar pohujšal, da na ravni vidne, poudarjam vidne zgodovine, Kristus ni odrešil ničesar. Ne samo, da ni odrešil človeka od njegove individualne tragike, trpljenja in smrti, ampak je pustil neodrešeno tudi veliko zgodovino človeštva. Že v njegovem stoletju je bil uničen Jeruzalem in njegov narod razgnan. V Italiji je bila velika lakota. Vulkan Vezu je zasul 3 mesta v Kampanji, na cesarski prestol v Rimu sta sedla 2 krvoločna norca, Neron in Domicijan, njegova mlada vera se je skopala v krvi prvega velikega preganjanja. Sicer pa, kaj bi segali v zgodovino? Dovolj je, če se ozremo na stoletje, ki je za nami. Prva svetovna vojna, genocid Armencev, španska državljanska vojna, druga svetovna vojna, balkanske vojne, kočevski rok, prelivanje krvi v Afriki in Latinski Ameriki. Vse to, kot da Kristusa nikoli ni bilo. Na ravni vidnega je torej Kristus, kljub nedvomni civilizacijski vlogi, ki jo je imelo krščanstvo na primer pri odpravi suženjstva, pri povzdigu ženske ter ohranitvi antične kulture, komaj kaj rešil.
Kje je torej odrešenje, v katerega verujemo kristjani? To je na ravni, ki je onkraj zgodovinskih dejstev, datumov in statistik. To je odrešenje, ki se odvija v podvodnem toku zgodovine, na ravni nevidnega, na ravni milosti in greha, na ravni večjih usod. Zakaj naj bi nam bilo pretežko verjeti v to nevidno, ko nas vendar moderna civilizacija svojo tehniko zasipa s tolikšnim materialnim nevidnim, od električne energije do vseh mogočih žarkov v ozračju? Fiziki pravijo, da danes moramo videti samo 4% vesolja, torej nam je 96% nevidnih. Naši čuti bi znoreli, če bi mogli samo za sekundo prestreči vsa nevidna žarčenja, v katera smo nevidno potopljeni. Kristjan veruje, da je duhovni nevidni svet ne samo enako, ampak še bolj resničen od materialnega in močnejši od njega, kolikor je duh močnejši od materije. Pač vesolje duha z drugačnimi dimenzijami, zakoni in silami. Kristusovo odrešenje je seglo prav v ta nevidni svet. Iz njega žarči v svet vidnega in njegovega zla. To je odrešilno žarčenje cerkve z njenim oznanjevanjem in njenimi zakramenti, pa tudi z molitvijo in trpljenjem njenih sinov. Žena obdana soncem. Kot je znano, se katolištvo razlikuje od drugih krščanskih verstev predvsem po 3 značilnostih. Po vztrajanju pri papeškem primatu, veri v Evharistijo in češčenju Matere Božje. To so dejansko tudi tisti 3 odločilni tečaji, okrog katerih se že desetletja sučejo razprave o ekumenizmu. Razprave so zapletene in počasne in jim ni videti izida v bližnji prihodnosti. Kdo ve, če ekumenskega čudeža, ene cerkve in enega pastirja, ne bo prinesel šele sodni dan? Je vendar mogoče kaj ugibati v zvezi s tem? Morda je mogoče tvegati zasebno mnenje, kako se bo v tem razpravljanju zadržala katoliška cerkev. Naprimer, da bo morda šla v dialog glede interpretacije papeškega primata, nikakor pa ne glede Evharistije kot resnične Kristusove navzočnosti. Kako pa bo v zvezi s češčenjem Marije, ki posebej oddaljuje od katolištva protestante? Da bi v tej točki cerkev popuščala, si je težko predstavljati. V glavnem iz 2 razlogov, teološkega in psihološkega. Zaradi objektivne vloge žene obdane soncem v zgodovini odrešenja kot ženske, ki je rodila večnega. Drugič pa zaradi velikanske vloge, ki jo je češčenje Marije dobilo v vernosti katoliških množic. Guadalupe, Čestohova, La Salette, Lourdes, Fatima, Medžugorje, to so dejansko postaje materne Marijine navzočnosti v zgodovini, še prav posebej v zadnjem tragičnem stoletju. Ta navzočnost je prinesla upanje in tolažbo milijonom, mnogim pa tudi telesno in duhovno zdravje. Sveta gora, Brezje, Ptujska gora, Kurešček, to so postaje Marijine navzočnosti med Slovenci. Postaje, zaradi katerih lahko imamo nebeško Gospo tudi za našo, recimo kar za Slovenko.
saj je Šmavrskemu tudi že govorila po slovensko, kakor je Vicki govorila po hrvaško ali Bernardki po francosko. Znano je, da Marijin čar sega čez meje katolištva. Marija je zanimivo doma v poeziji naše liberalne moderne. Najlepšo pesem Mariji v Prešernovem jeziku je napisal pesnik Oton Župančič, ki je v mlajših letih napisal našo najbolj protikrščansko, a kvalitetno protikrščansko pesem Otroci molijo. Za vernega pa je Marija več kot poetično doživetje, več kot krščanska sublimacija večno ženskega. Je prasila v vesolju nevidnega, je mati v urah teme v cerkvi in v nas, je dobrotnica, ki jo vsak dan kličemo, da bi prosila za nas zdaj in ob naši smrtni uri. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Od slike do besede, poslušamo besedila pisatelja in akademika Alojza Rebule. Beremo iz knjige Kredo. Ali bo sin človek našel kaj vere, ko se vrne? Ko so evropski vladarji leta 1815 na Dunajskem kongresu, ki je končal napoleonske vojne, izdali razglas evropskim narodom, se je njegovo besedilo začelo s sklicevanjem na Sveto Trojico. Letos se bo, kot vse kaže, združena Evropa v besedilu svojega statuta izognila omembi krščanskih korenin svoje civilizacije in tako zatajila tisto krščansko zaznamovanost, o kateri priča toliko njene toponimastike, arhitekture, slikarstva, glasbe, literature. Dva podatka, ki po svoje izmerita, koliko je v zadnjih 200 letih naša celina naredila poti v novo poganstvo. Pri tem je posebej pretresljivo dejstvo, da na čelu te protikrščanske usmeritve stoji Francija. Tista Francija, prvorojenka cerkve, ki je ne samo dala katolištvu največje moderne svetnike, Vincencija Pavelskega, Janeza Vianeja, Terezijo Martin, Pascala, Blondela, Maritena, ampak je bila tudi med vsemi deželami deležna največ nadnaravnih manifestacij. Prikazovanja v Paris-le-Monialu, v pariški Rue de Bac, v La Salette, v Lourdu. Vse to diši po čudnem absurdu, ki sili kristjana k vprašanju, ali ne gre zgodovina tega našega planeta proti svojemu koncu. Eno od znamen, ki je bilo v tem smislu napovedano, je namreč velik odpad od vere, ki ga omenja apostol Pavel. Sicer pa imamo še avtoritativnejši vir, Kristusovo vprašanje, ali bo sin človeka vnašel še kaj vere, ko se vrne. Očitno ne gre za pravo, ampak za retorično, se pravi navidezno vprašanje, kakor če bi Kristus rekel, ne bo je našel. Ta kretnja spominja na neko drugo, podobno, ko pri sklepanju mirovne pogodbe v Versaju po prvi svetovni vojni zmagujoči niso dovolili, da bi bil zraven predstavnik Svetega sedeža, pri čemer je prvačila neka druga katoliška dežela, tedanja framasonska Italija. Vsekakor na začetku 3. tisočletja nastopa neka Evropa, ki uradno noče imeti ničesar s Kristusom, čeprav sta jo njena preroka 20. stoletja, Marx in Rosenberg, napojila s terorjem in krvjo.
A bolj kot ta splošna problematika mora slovenske kristjane zanimati, koliko bo ta nova poganska Evropa zmožna načeti njihovo krščanstvo, ki je tudi še bolj kot pri drugih narodih oznamenovalo njihovo nacionalno identiteto. Postavlja se vprašanje, koliko bodo slovenski kristjani znali temu novemu poganstvu reči ne. Vprašanje se predstavlja na isti ravni nacionalne samozavesti, na kateri se predstavlja zvestoba lastnemu jeziku. Kako je s to samozavestjo, vemo od našega trgovstva, ki bi se najraje poangležilo do določene slovenske kulture, ki hoče vzvišeno mimo Kristusa, obenem pa bo na kolenih sprejela kakšno oslovsko riganje iz tujine. Med 32 prispevki v zborniku Izziv Evrope, ki ga je izdala Nova revija, sem pričakoval sestavek, ki bi obravnaval vprašanje slovensko krščanstvo in Evropa, pa ga nisem našel. Poslušate podcast Radia Ognišče. Knjigo Kredo prebira Jože Bartol. V italijanskem časopisu sem naletel na misel znanega ateista, da si po Kopernikovi revoluciji krščanstvo do danes še ni opomoglo. Koliko tista misel tehta? Do Kopernika je Zemlja, kakor je splošno znano, veljala za središče vesolja. Da je Bog prišel na Zemljo, ta misel je bila fantastična že za človeka pred Kopernikom. Tudi ko bi se bil večni, vsemogočni, nesmrtni učlovečil v središču vesolja, bi bilo to nekaj fantastičnega. Dvakrat fantastično pa bi bilo, ko bi se izkazalo, kakor se s poljskim astronomom je, da Zemlja ne samo ni središče vesolja, ampak je neznaten prašek v njem. To spoznanje bi bilo moralo pretresti temelje krščanskega verovanja, pa jih ni. V nasprotju z omenjeno trditvijo italijanskega ateista jih sploh ni prizadela. V evropski krščanski literaturi 17. stoletja ni kakšnega versko-tesnobnega odziva na recimo mu tako Kopernikov astronomski potres. Sicer pa razloga za večjo pretresenost tudi ni bilo, če človek pomisli na temeljna izhodišča krščanske vere. Predvsem na to, kako je definiral Boga apostol Janez, da je Bog ljubezen. Če je to res, potem je Kristusovo učlovečenje na tem našem neuglednem vesoljskem drobcu dokaz še večje ljubezni, kakor bi jo dokazal s prihodom v središče vesolja. Zanj, večnega, vsemogočnega, nesmrtnega, bi bilo neznansko ponižanje, tako rekoč izničenje, tudi ko bi se bil pojavil v središču vesolja, tudi ko bi bil na njem sprejet kot kralj sveta. Na tem našem prašku pa je bil že ob rojstvu sprejet kot sovražnik in pribit na križ. Tukaj smo v nadčloveških razmerih. Toda tega svojega nadvse presenetljivega sloga Bog človek ni pokazal samo v svoji tostranski usodi. Izbral si ga je tudi za svoj povstajenski čas.
Dovolj je pomisliti na zunanjo neuglednost Evharistije, na 300 let ilegalne skritosti njegovega telesa, cerkve, na vse njene ilegale v zgodovini, na njene katakombe v komunizmu Evrazije, na hoteno današnje ignoriranje njegovega sporočila pri vrhu Združene Evrope. Ali če ostanemo na Slovenskem, na težnjo po čim večji marginalizaciji, odrivanju katolištva v zadnjem demokratičnem desetletju po neskesanih dedičih sile, ki je hotela katolištvo uničiti. Kljub vsemu temu se vsako leto Božič pojavlja kot memento križanega in ostalega. Tukaj sem. Naj se božični praznik skuša še tako razkristjaniti, ostaja dan oznanila vseh oznanil. Bog je prišel na svet, da bi mu dal smisla, ki si ga sam ne more dati. Da bi dal življenjskega smisla vsakemu izmed nas, ki si ga sami ne moremo dati. Zato je kristjanu voščilo vesel Božič, isto kot vesel življenjski smisel. Prisluhnimo novemu poglavju iz knjige Kredo, prebral ga bo Jože Bartol. Sedanje življenje kot predzadnja stvarnost. Ko sem prišel do pomenka s prijatelji o politiki slovenskih katoličanov, sem si doma zaželel zadnjo številko revije Komunijo. Odstavka, ki sem ga bil že prej opazil v članku španskega teologa Marija de Franca Mirande. Pomankanje vere vodi k imanetizaciji eshatologije, k hotenju imeti v sedanjosti tisto, kar je obljubljeno za prihodnost, k pozabljanju, da je Bog polna človeška sreča in da je ni mogoče pomešati s katerokoli blaginjo, ki si jo moramo predstavljati ali po njej hrepeneti. Živeti zastonskost pomeni pričevati za Boga, pomeni priznati sedanje življenje kot začasno, predzadnjo stvarnost, kot prehod k dokončni stvarnosti. Zakaj sem si zaželel ta odlomek? Da bi si odplaknil z duše vtis malodušja, če ne obupa, ki je obvisel nad omenjenim pomenkom. Kako naj gredo katoličani na volitve s svojimi odstotki? Kako naj uveljavijo svojo navzočnost izločeni iz medijske mašinerije? Kako naj se spustijo v propagando, če ne mislijo lagati? Ljudem nočem lagati, sem slišal, da je rekel slovenski politik. Vsakršen obup je pri kristjanu dokaz pomankanja vere. Politični obup pa je dvakraten dokaz tega pomankanja. Kaj je vendar med človeškimi stvarmi sprejemljivejše in minljivejše od politike? Kar poglejmo, kako kadavrsko dišijo samo po nekaj letih besede, preistalnice na slovenskem nebu, zveza komunistov, samoupravljanje, socializem. Brez politike seveda ne gre. Vanjo so enakopravno poklicani tudi kristjani, kakor so poklicani v kulturo in gospodarstvo. A gre za sorazmerje med vrednotami, da ne damo na isto raven krompirja in diamanta. Gre za zavest, da kot politiki delajo za čas, kot kristjani pa za večnost. Z Robertom Schumannom utegnemo dobiti svetnika izmed modernih politikov. Kdo ve, če si Gospod Bog ne bo privoščil tudi te šale?
Toda če se bo to zgodilo, bo tudi pri Schumanu dokazano, da mu politika ni bila na vrhu vrednot, da ni bila njegovo vse kakor kakšnemu kardelju. Precenjevanje politike, to se gotovo najmanj prilega kristjanu, katerega politika je po Pavlovi besedi v nebesih. In politično obupovati se dejansko pravi obupati nad šoferjem zgodovine, ki je Bog. Sicer pa bi bil takšen obup neprimerno bolj razumljiv leta 1945 po navideznem kolapsu slovenskega krščanstva. Takrat je kristjanu ostala ena sama perspektiva: živeti kot kristjan v popolni apolitičnosti. A to tiho živetje krščanstva v krščanski množici je rodilo tisto družbeno klimo, na katero se je lahko uspešno cepila slovenska demokratična in osamosvojitvena volja. Navsezadnje se Bog pri svojem plačevanju ne omejuje na oni svet. Kristus je govoril tudi o stoternem plačilu na tem svetu. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pri branju mi je pomagal Jože Bartol, v tehnično pomoč pa mi je bil Boštjan Smole. Oddaja je že na voljo med našimi podcasti. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.